Hvala lepa ti, Mark, da si se odzval na moje povabilo. Sem zelo počaščen, da imam tukaj v pogovoru bivšega slovenskega ministra za digitalno transformacijo, pa upam, da ne samo Hvala bivšega, lepa, Jure. ampak tudi v bodoče spet še na kakšnem mestu v slovenski vladi ali pa v slovenski politiki. Kakšno imaš trenutno, Mark, zdaj, ko živiš v Angliji, ne, za svojo družino v Britaniji, kakšno imaš trenutno videnje svoje kariere za naprej? Torej, bil si že v slovenski politiki del vlade. Misliš, da boš, ali pa bom tako rekel, te vabijo, si želiš še nazaj v politiko v Slovenijo ali ostajaš v Britaniji? Ja, Jure, najprej najlepša hvala za prijazno povabilo. Vesel sem, da sem se končno ujela. Hvala ti tudi za vse, kar delaš za Ukrajino, v Ukrajini in iz Slovenije. To je prava stvar. Britanci radi rečejo dve stvari. Prva je never say never, kar pomeni, da ne vem, kaj bo prihodnost prinesla. Druga pa je be careful what you wish for. Tako da bom rekel, več ko gradiš velikih načrtov, prej se ti podirajo. Res je, trenutno živim, moram reči, zelo srečno in lepo življenje s svojo družino v Angliji. Ženo in sinkotom živimo v Oxfordu, ki je ena taka najmanjša svetovna prestolnica. Tako se rad pošalim, zato ker je to res izjemno globalno in pa zanimivo mestece, ki združuje praktično cel svet. Se pa seveda z veseljem vračam v Slovenijo in lahko rečem, da srce še vedno in čedalje bolj bije za Slovenijo. Tako da je ta vez tako čvrsta, kot je bila nekoč. Sedaj sem pa, bom rekel, zelo vpet v svet tehnologije in umetne inteligence še posebej. Delam s številnimi izjemno zanimivimi AI in nasploh tehnološkimi podjetji. Ukvarjam se tudi z vprašanjem evropske tehnološke suverenosti in sedaj tudi obrambnih inovacij, še posebej v povezavi z Ukrajino, ki je na tem področju svetovna pionirka. Verjamem pa, da bomo o tem danes še spregovorila. Imaš zelo veliko zanimivih stvari za povedati. Dajva najprej začeti. Kaj je našega Marka oblikovalo v to, kar si danes? Kakšen je bil mlad dečko Mark v mladosti? Dobro vprašanje. Ja, mislim, da me je, tako kot najbrž nas vse, najbolj oblikovala družina, v mojem primeru še posebej moja mami, s katero sem odraščal in me je v bistvu sama vzgajala. Sveta sem spoznal šele precej kasneje. No, imel sem pa zelo ljubečo, širšo družino, tako da mi v bistvu nikoli ni bilo dolgčas. Je zelo zaslužena, ne, kot prvi direktor in ustanovitelj Krke, ne? Res je, na njega sem izjemno ponosen in on je bil en tak izjemen steber naše družine in zgled nam vsem. Tako da na njega imam prekrasne spomine. Žal se je poslovil, ko sem imel šele 10 let, ampak me nanj veže veliko lepih zgodb, predvsem iz pripovedovanja vseh mojih domačih. Tako da on je bil en tak velik človek, velik zgled zame, morda največji. Ne smemo pa pozabiti tudi moje babice, ki je bila junakinja sama zase in je v bistvu skrbela za to, da je družina vedno imela topel in lep dom in da so bili malce bolj na trdo vzgajani. Namreč preživela je koncentracijsko taborišče v Nemčiji in je imela, bom rekel, eno tako izjemno voljo do življenja, izjemno ljubezen do svoje družine, do novega mesta, do vseh nas vnukov in se je kot prava korenina poslovila šele pri 107 letih. Tako da je imela eno tako bogato, lepo, pa tudi težko življenje, ker je dala čez ne vem koliko vojn, ne vem koliko valut, ne vem koliko sistemov. No, ampak to je bila moja babica. Se pravi, dedek Boris Andrijanič je ustanovitelj in prvi direktor Krke.
Njegova žena, moja babica, pa je bila Mara Andrijanič, s katero sem pa preživel ogromno časa. In moram reči, da me na njo vežejo prelepi spomini. Tako da vedno sem bil obkrožen z mojo družino po mamini strani, se pravi z Andrijaniči, in prav zato nikoli nisem bil sam. Moji bratranci so bili v resnici moji bratje in sestre, tako da sem prva leta živel v Novem mestu s mami, potem sva se preselila v Ljubljano, kjer so nekako začela novo življenje. No in to so bila ena taka formativna, lepa leta. Kaj me je še oblikovalo? Ja, v kakšnem duhu bi rekel, da si bil vzgajan, ne? Zdaj, zanimivo mi je že to, ko si mi rekel, da je tvoj dedek ustanovil Krko, ker tisti čas ponavadi asociiramo seveda z socializmom, ki pri nas seveda je bil bistveno boljši, če tako rečemo, mehkejši kot v Sovjetski zvezi, ampak še vseeno gre za nek totalitaren sistem, ki je nasprotoval privatni lastnini pa samoiniciativi. Kako je to tvojemu dedku uspelo? To ni bila čisto privat firma, kako je to sploh šlo v tistih Ja, časih? to je ena res zanimiva zgodba. Hvala za vprašanje. To so bili res trdi in svenčeni časi, povsem nenaklonjeni podjetnosti, in pa, bom rekel, drznim idejam, kakršna je bila takrat dedkova. Namreč moja družina izhaja iz lekarniških vrst. Moj pradedek je v bistvu prišel in s tem pripeljal Andrijaniče v Novo mesto iz Bakra pri Rijeki, nekje v začetku 20. stoletja. V Novem mestu je bil potem tudi rojen moj ded, in moj praded je v Novem mestu v bistvu imel lekarno, ki jo je potem prevzel moj dedek in iz nje v bistvu postavil Krko. To je bilo eno tako težko obdobje 50. let prejšnjega stoletja, ko je bilo veliko pomanjkanja. Ta povojna leta so bila težka. No in takrat je imel dedek velike sanje o tem, da bi postavil farmacevtsko podjetje praktično iz naše garaže oziroma dnevne sobe, in nekako postavil Novo mesto na zemljevid Jugoslavije in Evrope. No in takrat, tako so mi pravili, so se vsi nekako delali norce iz njega. Andrijanič, umer se, komu boš pa prodajal, to Novo mesto se niti mesto ni. Novo mesto je takrat izgledalo precej drugače kot danes. To je bila relativno nerazvita regija takrat. No, ampak dedek jim je veselo odvrnil, je rekel, ja, lej, mogoče Novo mesto res ni vele mesto, ampak imamo pa dve veliki predmestji, in to sta Ljubljana in Zagreb. No, in tja bom prodajal. Tako da on je imel vedno, bom rekel, ene take prebojne velike ideje in potem je startal s Krko, ki je bila, tako kot sem rekel, praktično garažno podjetje. On je sam na samokolnici vozil tista prva zdravila na železniško postajo, od koder so jih potem odpeljali v Zagreb, Ljubljano in v druga jugoslovanska mesta takrat. In imel je velik občutek za ljudi. Res je ogromno vlagal v ljudi, v Dolenjsko. Krka je imela v tistih letih več štipendistov kot zaposlenih, namreč tega kadra, kemikov, farmacevtov, tehnikov na tem področju enostavno v Novem mestu takrat ni bilo. No in je v bistvu ta kader potem skozi Krkine štipendije ustvarjal sam oziroma s Krko, tako da se je podjetje lahko širilo, raslo, in tako naprej. Bil je tudi izjemen diplomat, tako kot si rekel, časi so bili težki, čudni po svoje, in kljub temu, da nikoli ni bil član partije, je znal krmariti, bom rekel, med Scilo in Karibdo jugoslovanskega sistema. Po eni strani je seveda bil zaslužen za velik del napredka, ki se je takrat odvijal v Novem mestu,
ampak se vemo, da uspešni ljudje in uspešna podjetja ponavadi zbudijo mešane občutke pri ljudeh, tako da je imel velike težave s sistemom. Bil je, mislim, da tudi enkrat priprt, no, ampak nekako je vedno uspel krmariti to Krkino barko, pa tudi barko naše družine v pravo smer, na mirno morje, če tako rečem. Koliko je bilo to že, se oproščam, koliko je bilo to že veliko podjetje, ko je tvoj dedek se upokojil? Če Takrat približno... je imela Krka že verjetno več kot 5000 zaposlenih in je bila praktično že resno evropsko podjetje, ne. Ja. Bi pa to povedal, no, da dedek je po svoje precej dobro poznal partijsko vrhuško, namreč kljub temu, da nikoli ni bil član partije, je bil v partizanih, kjer je skrbel za partizanske bolnice in lekarne, tako da je v bistvu dobavljal sanitetni material na vse mogoče načine partizanskim bolnicam po Dolenjski in širše. Tako da je poznal mnogo ljudi, ki so na koncu odločali o glavnih stvarih. In verjamem, da mu je to kdaj pa kdaj tudi pomagalo. Je pa vedno rad govoril, da raje sem pošten državljan kot slab komunist, ko so mu ponujali članstvo v partiji. Zanimivo, ja, zanimivo. Torej, kot si rekel, dober diplomat in je znal, torej, to človeško noto privleči ven tudi iz nekih partijskih funkcionarjev, ki bi se jim mogoče lahko zelo hitro zameril, če bi napačen jezik uporabljal oziroma napačen pristop, ne. Hkrati pa je znal krmariti, ampak ni pa prodal svoje ideje, kako bi rekel, prodal svoje duše, ne, hudiču, ampak je ostal vse. Njegova edina politična stranka in zvestoba je bila Krka. In zanjo je naredil vse, česar se zavedajo danes tudi številni krkaši in tudi, bom rekel, širša Dolenjska. Namreč bil je izjemen lokalpatriot. On je, bom rekel, imel takšno ljubezen do Novega mesta in Dolenjske, pa tudi Slovenije, jasno. Kakršna morda niti ne obstaja več. Ena taka pripadnost, ena taka zavezanost lokalnim ljudem. Moram reči, da nikoli v življenju nisem slišal ene slabe stvari o njem. Pa so me velikokrat ogovorili bivši krkaši ali pa Novomeščani in čisto vsak je imel same dobre stvari o njem za povedati. In marsikateri mi je rekel, vedno, kadar sem imel težavo, so bila njegova vrata odprta. In to govorim o krkaših ali pa, ne vem, običajnih Novomeščanih, ne. Vedno je ljudem nekako znal pomagati, prisluhniti in nekaj časa je tudi vodil novomeško občino. Skratka, res je bil en tak velik Novomeščan z dušo in srcem in po svoje velik zgled seveda tudi zame in vse člane družine. Kako pa je potem v tistih časih bilo, ker recimo, če bi tvoj dedek, ne, živel nekje v Ameriki, pa si predstavljam, da bi bili vi verjetno neka multimiliarderska družina danes, ki bi imeli, ne vem, delnice v podjetju Johnson ali pa Krka, če bi se to tako imenovalo, ne, nekje na zahodu, torej, kjer je privatno lastništvo. Kako pa je bilo to takrat, torej, ko je on potem se upokojil, je to podjetje še vedno bilo v njegovem delni lasti, ali je to potem prevzela kar država, ali je to vaša družina, ki je dobila od tega, kako je sploh to bilo takrat? Ne, saj veš, v času komunizma ni bilo privatne lastnine, tako da Krka je bila ustanovljena kot nek cost oziroma neka javna organizacija združenega dela oziroma karkoli se je takrat že temu reklo. Moram pa reči, da sam nimam niti ene Krkine delnice in da je imel on izjemno etiko, kar se tiče mešanja družine in posla. Namreč v Krki ni zaposlil niti enega člana naše družine v najširšem smislu. Enostavno ni hotel, ker se mu to ni zdelo fair.
Skratka, v času komunizma je imel on, bom rekel, neko delovno etiko, neko poslovno moralo, kakršne danes, ko vsi o tem govorijo in Tako so je. jih polna usta o korporativnem upravljanju, vsak dan kršijo. Tako da on, bom rekel, ni postavil Krke zase ali pa za svojo družino, ampak v prvi vrsti za Krkaše in Dolenjsko. V To bistvu je bila zanimivo, njegova misija in to je bila njegova ljubezen. In jaz mislim, da bi bil danes izjemno vesel, ko bi videl, da je velik del Krke v lasti Krkašev, bivših in sedanjih, in da je Krka še vedno samostojna, da je slovenska, da je uspešna, da raste. To je nekaj, kar bi ga mnogo bolj veselilo kot to, da smo mi kot njegovi nasledniki milijonarji ali celo milijarderji. Zanimivo, ne? V bistvu je imel neko karakteristike pa svojo etiko, ko bi lahko rekel, evo, človek ni bil komunist, ampak je dejansko bolje poosebljal ideale, ne, socialističnega človeka, kot pa večina, ali pa vsi komunisti skupaj, ne, če tako gledamo, ne. Ker to je v bistvu, to je v bistvu nek socialen pogled, če tako gledamo, kako bi moral človek gledati socialno na družbo, sploh nek velikaš človek, ki je, ko bi rekel, elita v pravem pomenu, ne samo v privilegijih, ne, ampak v odgovornost. On je bil, bom rekel, en tak socialdemokrat švedskega tipa. Človek, ki po eni strani zmaguje v poslu, po drugi strani pa vrača svojemu okolju. Poglejte, še danes praktično ni športnega kluba, da ne rečem goborskega društva na Dolenjskem, ki ga Krka ne bi sponzorirala. Dedek je obnavljal gradove na Dolenjskem, postavljal zdravilišča, skratka skrbel za kulturno dediščino, za kar je bilo najbrž državi takrat malo mar. Skratka, imel je prijatelje med kulturniki, sam se spominjam naših srečevanj z Božidarjem Jakcem, imel je prijatelje med intelektualci, gospodarstveniki, skratka, bil je en tak izjemno širok človek, kar se mi zdi v bistvu tudi ena taka redkost, še posebej danes, ko se mi zdi, da se nagrajuje neka globoka in ozka specializacija, to, da si, ne vem, na enem svojem malem področju najboljši v Evropi ali pa na svetu. Jaz se spominjam njegove gromozanske knjižnice v Novem mestu, v naši družinski hiši. Tam je bilo praktično vse, od Churchilla do Tolstoja, od bolj modernih knjig do starodavnih. In on je bil en tak izjemen bralec, mislec, ena taka izjemno radovedna duša, hkrati pa tudi in predvsem fantastičen biznismen, ne. In mislim, da bi se lahko tudi danes slovenski podjetniki zgledovali po njem. Namreč, če je lahko nekomu uspelo postaviti najboljše podjetje v Sloveniji v najtežjih časih, potem mislim, da danes nimamo prav nobenega izgovora, da ne ciljamo res na to, da postavljamo podjetja, ki bodo v določenih področjih number one v Evropi. Tako da super je, da imamo Boscarole, Akrapoviče in ostale in prav je, da postajajo nekakšni junaki mladih generacij. To je tista podjetniška sirina in pa duh, ki ga moramo odcepiti mladim, ampak fajn bi pa bilo, da se včasih pogovarjamo tudi o tem, kaj so počeli ljudje kot moj dedek. Tako da, Pa se iz teh primerov učimo. pa se iz teh primerov učimo. Namreč, glejte, Slovenija ima eno Krko, ne, to je najbrž v razvojnem pogledu daleč najpomembnejše podjetje, najbrž edina multinacionalka, ki jo imamo, in ki je še vedno slovenska. Tako da to mora postati en tak zgled
da se da pri nas graditi fantastična podjetja, ki lahko potem dolgoročno ostanejo naša, predvsem pa uspešna, da zaposlujejo naše najboljše kadre, da lovijo naše mlade, da ne gredo iskat sreče čez mejo. Bom rekel, takšna podjetja, ki zaposlujejo tisoče ljudi, potrebujemo, ne? In Krka je imela eno tako srečo, da je v njeni zgodovini vodilo samo nekaj direktorjev. Jože Colarič je v resnici tretji direktor Krke, tako da je vedno v podjetju vladala stabilnost, neka močna vizija in pa dejstvo, da se politika vanjo ni kaj dosti vpletala. In to je najbrž tudi razlog oziroma eden izmed razlogov za njen uspeh. Vidimo, kaj se dogaja s podjetji, kjer še danes politika kadruje svoje ljudi, če niso ravno monopolisti na svojem področju, neslavno slej ko prej propadejo. Tako da umik politike iz gospodarstva je absolutno nujen in mora postati prioriteta nove vlade, katerakoli že to bo. Vem povej še, Mark, a se morda spomniš, sicer praviš, da si bil star 10 let, ko je dedek odšel, ampak taki ljudje bi predvideval, da imajo tudi zelo veliko takih močnih, modrih nasvetov. Se spomniš morda kakšne izjave njegove, ampak nekaj, kar je morda samo tebi zaupal ali pa povedal? Jaz se ga zelo živo spominjam in so v resnici preživela veliko časa skupaj, ker sva skupaj živela. Ne, mi smo živeli v isti hiši prva 4 leta mojega življenja in potem praktično vsak vikend potem. In lahko povem eno anekdoto. Namreč, ko sem bil majhen, sem jo rad ušpičil, sem rad kakšno ušpičil, še posebej moji mami, no, ki mi je potem veselo lovila po celi hiši in zame je bila edina rešitev, če sem lahko pravočasno prišel do vrat v dedkovo sobo, ker če mi je uspel pograbati tisto kljuko in zlesti not, potem sem bil varen. Ker me je takoj vzel v bran in sem se ponavadi skril za njega. In ko je moja mami prišla not, vsa razjarjena, je vprašala, kje je Boris. No, in dedek je rekel, nimam pojma, nisem ga videl, jaz sem kukal seveda izza njegovega hrbta. No, in mami je rekla, v redu, se vidimo kasneje, in zaprla vrata. Tako da je bil vedno en tak moj zavetnik. Moram pa reči, da se je zelo rad ukvarjal z mano, velikokrat sva šla skupaj na sprehode, sem pa tja sem probal tudi njegov čaj z rumom, tako da imam ene zelo lepe spomine na njega in na njegovo srečevanje s svojimi prijatelji. To so bile ponavadi izjemno zanimive družbe. On je bil tudi, bom rekel, vedno galanten, v obleki, s kravato, tak slog, res eleganten možakar, pravi gospod. Če se malce pošalim, eden redkih gospodov in džentelmenov med tovariši v tistih časih. Ali pa lord. Prej bom rekel gentleman. Bil je seveda neizmerno vesel, da se je Slovenija osamosvojila. To je nekaj, kar mu je, mislim, da polepša zadnja leta življenja. Super. Ja, lej, Mark, ti si pa potem pač seveda po njegovi smrti normalno nadaljeval s svojim odraščanjem, ne, praviš v Ljubljani. Morda lahko še malo poveš, kaj si doživljal tista leta, študiral si na škofijski gimnaziji, a ne? Pa potem naprej si se vpisal na kakšne študije? Ja, res je. Na gimnazijo sem hodil v Šentvid, na škofijsko gimnazijo, ki je bila res super izkušnja zame. Namreč z razliko od marsikatere druge gimnazije, so bili moji sošolci iz praktično vse Slovenije, ne. Prvi dan, ko sem prišel v razred, se mi je zdel kot babilonski stolp. Slišal sem narečja praktično iz vseh koncev in krajev naše domovine, od Prekmurja do Primorske.
Tako da je bila res ena lepa izkušnja, in moram reči, da so tiste moje sošolke in sošolci še danes eni izmed mojih najboljših prijateljev. Um, no, po Škofijski gimnaziji sem šel na študij prava, tako da me je pa že na začetku študija začela zanimati civilna družba. Mislim, da sem bil že od zgodnjih let en tak nadebuden in aktiven državljan. Veliko smo se ukvarjali z vprašanji demokracije, vladavine prava, opolnomočenjem mladih in tako naprej. Tako da sem se že zgodaj vpletal v takšne in drugačne civilno-družbene organizacije. No in bil sem aktiven v študentski organizaciji, v študentskih svetih. Že takrat, predvsej na začetku mojega študija, sem organiziral Drago mladih v Piranu. To je bil en tak super dogodek, ki je pripeljal skupaj mlade iz zamejstva in pa Matice. Potem pa sem se vključil tudi v akademsko društvo Pravnik na Pravni fakulteti in sčasoma začel tudi Mrežo idej, ki je bila takrat ena taka nova, sveža platforma za mlade, namenjena spodbujanju podjetništva in aktivnega državljanstva. In takrat smo dejansko organizirali dogodke po vsej Sloveniji, kamor smo vabili, bom rekel, pametne ljudi iz vseh strani, zato da smo odpirali prostor dialoga in tudi mladim pomagali s takšnimi in drugačnimi delavnicami. Tako da to so bila ena taka lepa leta civilno-družbenega vrenja in tudi ta krog mladih, ki se je takrat udeleževal dogodkov in bil aktiven znotraj Mreže idej. Mnogo od njih danes zaseda fantastična mesta v slovenskem gospodarstvu. Ogromno jih je zelo uspešno, jih tudi v tujini. Skratka, to je bil en čas vrenja, upanja, aktivizma. No, potem po zaključku mojega študija prava sem šel pa v tujino. Pa si kdaj delal kot pravnik, prav kot pravnik ali pa kot odvetnik nikoli, ne? Ne. Opravljal sem prakso na sodišču, no in takrat mi je že v nekaj dnevih postalo jasno, da me to v resnici ne zanima. Tekom študija prava so me v resnici najbolj zanimali mednarodni odnosi, mednarodno pravo, civilno, se pravi gospodarsko pravo, takšne stvari. Da bi pa delo znotraj našega sodnega sistema oziroma pravosodja, to me pa enostavno ni dovolj zanimalo. Pa ne rečem, da je s sistemom karkoli tako hudo narobe. Spoštujem ljudi, ki so del njega, ampak mene to nikoli ni zanimalo. In enostavno sem si želel mogoče majčkeno drugačne mednarodne izzive. Zato me je tudi potem v bistvu pot vodila v tujino. Bil sem sprejet na magistrski študij v Oxfordu in to je bila ena taka odskočna deska zame in za mojo kariero za širni svet. Kjer zdaj tudi živiš, ne? Ker zdaj tudi živim, tako je. Namreč tukaj nisem študiral samo jaz, ampak tudi moja žena, ki je tukaj opravila magisterij in doktorat iz genetike in tukaj tudi vodi enega izmed genetskih laboratorijev. Tako da sva se odločila po moji ekskurziji v politiko, da se ustaliva in se ustvariva dom tukaj. V univerzitetnem mestu, ne? Žena pa tudi, je pa tudi iz tujine, ne? Ni Britanka ali Slovenka, ne? Ja, moja žena je Indika. Ona je živela in odraščala v Indiji, v zvezni državi Gujarat, to je nekje nad Mumbajem, in je bila izjemno pridna študentka že v času svojega dodiplomskega študija v Indiji, tako da je, mislim, da prav v tistem času britanska kraljica Elizabeta II. Praznovala, če se ne motim, 80. jubilej in zato je
Britanija je razpisala 80 najprestižnejših štipendij za najboljše študente iz Commonwealtha, se pravi iz Zveze držav, ki so bile britanske kolonije. No, in dobitnica ene izmed teh štipendij je bila tudi moja žena, ki si je potem lahko izbrala katerokoli britansko univerzo, katerikoli program in dobila praktično vse pokrito. Izbrala je Oxford, na mojo srečo. Tukaj je zaključila magisterij in, kot se povedal, potem tudi doktorat, dobila super službo in tega mesta nekako nikoli ni zapustila. Wow. In potem tvoja prva karierna zaposlitev, kako bi rekel, je bila že v času fakultete ali potem, ko si opravil študij, si bil kdaj na neki točki, ko si bil tako malo zgubljen ali obupan, kam zdaj, ali je vedno teklo vse tako kot snežna kepa dol po dolini, po hribu? Mislim, da če gledamo daleč z neke časovne distance, lahko rečem, da je bila to snežna kepa. Občutek takrat je bil pa precej drugačen, ker je imelo vsako obdobje cel kup vzponov in padcev. Moram reči, da je sigurno Oxford zame predstavljal en tak vrhunec po svoje, kjer sem imel možnost pač biti del ene res izjemne izobraževalne inštitucije, biti obkrožen z izjemnimi mladimi ljudmi iz celega sveta. In po svoje predstavlja tudi Slovenijo v tem res globalnem okolju. Tako da ne bom rekel, da mi je bilo kdaj zelo težko ali pa hudo. Imel sem zelo lepo otroštvo. Tudi potem mislim, da so se nekako zvezde vedno poravnale v mojo korist. Bilo je pa tudi ogromno nekih padcev, razočaranj, ampak to se mi zdi, je v življenju nekaj povsem običajnega. Lahko rečem, da ne vem, če je bilo to moje obdobje v Oxfordu, se pravi ta moj magistrski študij, po svoje en vrhunec, in se spomnim, da takrat, ko sem izvedel, da sem sprejet na Oxford, sem zagledal zvezde sred dneva. To je bil zame, bom rekel, en tak neverjetno lep trenutek. No, potem pa, ko sem zaključil z magisterijem, sem pričakoval, da mi bodo vrata kar naenkrat povsod odprta. In Pa je sem tako? poslal na desetine, če ne na stotine prošenj za službo, ne vem, na najboljša podjetja v Londonu, v New Yorku in ne vem kam povsod. In dobil praktično same zavrnitve. In takrat sem pa začutil, wow, kako je to možno. Ampak je to nekaj najbolj običajnega, zato ker si kar naenkrat v globalni tekmi, v kateri tekmuješ za tisoči, če ne 10 000 diplomantov, magistrantov najboljših univerz na svetu, ki si vsi želijo delati, ne vem, pri teh 10 podjetjih oziroma institucijah. Skratka, si res, bom rekel, v enem noro konkurenčnem globalnem okolju. No, zelo sem vesel in ponosen, da sem na koncu dobil eno super priložnost v Bruslju. No, in ena stvar je vodila do druge. Na koncu mi je uspelo pristati v podjetju Uber, ki je bila v tistem času, bom rekel, ena izmed ključnih tehnoloških startupov, ki je dobesedno spreminjalo Evropo in svet. In tisto obdobje je bilo tudi za mene po svoje formativno. In ravno ta služba v Ubru, bi rekel, da je bila tista malo taka odskočna deska, ki te je še malo dvignila na tvoji karierni poti, je tako? Ja, sigurno. Mislim, kar naenkrat sem bil del tega res norega tehnološkega vrenja. Takrat smo temu rekli sharing economy. In spet sem bil del enega izjemno globalnega kolektiva, v glavnem mladih ljudi, ki so bili res, res sposobni. V tistem času si je prav vsak želel delati v Uberju. To je bilo podjetje za številne mlade
In Kaj je bilo to privlačnega takrat na Uberju? Ta mislim, ideja, takrat je bil prvič ideja, drugič pa to, da je kar naenkrat prišlo neko tehnološko podjetje, ki dejansko spreminja stvari okrog sebe. Ne gre samo, bom rekel, za to, da imaš boljši e-mail sistem ali pa da imaš boljši brskalnik, gre za to, da kar naenkrat spreminjaš stvari v fizičnem svetu, da lahko dobiš, ne vem, pocen, transparenten prevoz kadarkoli, kjerkoli. Se pravi, da lahko dejansko spreminjaš življenje ljudi na bolje. Se pravi, neko tehnološko podjetje, ki pa hkrati vsaj z eno nogo tiči v realnem svetu. In takrat je imel tudi Uber ogromne investicijske runde in bil nekako v špici ameriških tehnoloških podjetij oziroma celotne tehnološke revolucije, ki se je iz področja softvera selila v realne sektorje, v Uberjevem primeru na transport, dostave hrane in tako naprej. Razmišljam čisto laično. Glede na to, da je Uber neko tehnološko podjetje, ki predvsem pač uspelo za svojo neko inovativno zamislijo, kako pač združiti ljudi v neko aplikacijo, da se tam praktično združijo in potencialne kupce prevozov in tiste, ki jih bojo ponujali. Zakaj bi za tako podjetje rabilo toliko visoke vložke v začetku? Ker jaz si predstavljam, da je to itak potrebno zgolj pamet, par programerjev, da narediš dobro aplikacijo in to je to. Ampak kje so pa tukaj glavni, praviš, da so bili na začetku zelo veliki vložki ali pa investicije? Kje so pa tukaj toliko veliki? Ja, ogromne investicije. Mislim, če hočeš osvojiti svet, to ni poceni in ni enostavno. Se pravi, ne gre za tipičen softverski produkt. Ti, če hočeš, da aplikacija dobro funkcionira, potrebuješ na tej platformi voznike. Če hočeš, da bodo vozniki zadovoljni na tej platformi in da jih bo čedalje več, potrebuješ potnike na drugi strani. Kar pomeni, da imaš neko tržišče, na katerem imaš na eni strani voznike, na drugi strani potnike in moraš ves čas skrbeti, da so oboji zadovoljni. Ker če se zmanjša število voznikov, boš čakal na Uber 15 minut, namesto 2 minute in naslednjič Uberja ne boš več niti prižgal. Tako da za uravnavanje tega tržišča pa potrebuješ velike vložke. Potrebuješ spodbude, da so vozniki na platformi vsaj na začetku, ko šele gradiš svojo bazo potnikov in potrebuješ spodbude za potnike, zato da bodo vse naprej na platformi, potem ko imaš že kar nekaj šoferjev na njej. Skratka, gre za eno veliko kepo, ki pa mora rasti enakomerno na obeh straneh. Če imaš ogromno potnikov, pa malo voznikov, so čakalni časi dolgi, uporabniška izkušnja slaba in lahko podjetje kmalu v bistvu zapre secuna, če tako rečem. Tako da moraš v bistvu graditi in eno in drugo bazo z velikimi vložki do neke kritične mase, ko lahko v bistvu to tržišče funkcionira približno samo zase. In če pogledaš recimo poslovanje Uberja in tudi podjetij kot je Airbnb in tako naprej, ki je zelo podoben poslovni model, ta podjetja so dobičkonosna šele zadnjih parih let. V resnici so tolkla velike izgube dolga leta, dokler niso dosegli neke kritične velikosti, ko lahko v bistvu to dvostrano tržišče uravnava samo sebe. Zdaj sem večkrat poenostavil, kako ta podjetja funkcionirajo, ampak so bistveno bolj kompleksne operacije, kot izgledajo na prvi pogled. To ni, bom rekel, Spotify, kjer lahko iz Zambije ali pa Nove Zelandije poslušaš katerikoli komad želiš. Tukaj dejansko rabiš voznika, ki ni predaleč stran in je v tistem hipu, ko ga ti rabiš na razpolago.
tako da je stvar večkrat bolj kompleksna. Podobno velja tudi za dostavo hrane, ki je druga velika vertikala Uberja in podobnih platform. Skratka, kot sem rekel na začetku, ne gre za čisto softversko podjetje, ampak za podjetje, ki je, in to je mene takrat, bom rekel, zelo navdihovalo, razbijalo takšne in drugačne taksi monopole po celem svetu. In dejansko liberaliziralo promet na način, da je imel lahko vsak šofer možnost delati, kadar želi, vsak potnik pa dobiti praktično kadarkoli prevoz, ki je poceni, ki je transparentno, točno veš, kdo te pelje, točno veš, kam te pelje, skratka, vsi podatki so v sistemu. Se pravi, ta uporabniška izkušnja, recimo, če si, in mogoče nazadnje, kar mi je bilo najbolj kul takrat, je to, da dansko cel svet uporablja Uber, Bolt in podobne aplikacije, in to danes ni več samoumevno. Ampak če ti primerjaš v tistem času, kakšna je bila siceršnja taksi usluga in kakšno revolucijo v bistvu Uber prinesel s to aplikacijo, da si kar naenkrat vedel naprej, koliko boš plačal, kdo te bo peljal, kje te bo peljal, kdaj boš prišel, da si imel gumb za pomoč. Skratka, to je nekaj, kar, bom rekel, je bilo v tistem trenutku znanstvena fantastika. Tako da potem si tudi pustil oceno, pustiš jo tudi danes, potnik ocenjuje voznika, voznik ocenjuje tebe, s tem zagotavljaš, bom rekel, to, da vlada nek spoštljiv odnos med obema strankama v tej transakciji. Skratka, v tistem času je ta uporabniška izkušnja pomenila Ameriko, ne. Taksiji so bili takrat, bom rekel, eni taki močni mafijski monopoli, ja? Mafijski monopoli s slabimi storitvami, ki so precenjene, avtomobili, ki so smrdeli po cigaretih in tako naprej. Skratka, če primerjaš takrat uporabniško izkušnjo s Uberjem ali pa s povprečnim taksistom, potem ti je bilo jasno, da je to prava stvar. Danes se mi zdi, da je to nekako samoumevno, se pravi, praktično cel svet, z izjemo Slovenije, seveda, lahko uporablja Uber in ostale platforme, ampak danes je mogoče to postal že standard, no. Zato mi je zanimivo, ko praviš, da po svoje, ne, je težko za take konglomerate, take platforme, kot je Uber, ker potem, ko inovirajo neko zadevo, prinesejo na trg neko pametno inovacijo, jo zelo hitro lahko pokopirajo druge, in zdaj vidimo teh aplikacij za taksi prevoze, pa za ostale prevoze, je zdaj že malo morje, ne. Tudi v Sloveniji so se celo ustvarile neke take aplikacije. Misliš, da to ne ogroža tega, da taka podjetja, kot je Uber, lahko še vedno rastejo? Ne, niti malo ne. Mislim, da je trg ogromen in več, ko vidim evropskih podjetij s podobnim poslovnim modelom, bolj sem vesel. Najbližji, ki pride Uberju, je estonski Bolt, ki je v bistvu začel kot Uberjev copycat, danes pa ponuja tudi že dostavo hrane, mikromobilnost, se pravi skuterje in tako naprej. Jaz mislim, da je potrebe po takšnih platformah ogromno. Žal mi je, da nobena od teh velikih platform v Sloveniji ne funkcionira. V resnici so to platforme, ki so bistveno boljše od taksi platform, ki so zaenkrat na voljo v Ljubljani oziroma v Sloveniji. Tako da bi si želel na tem področju več konkurence, ampak tako pač je. Slovenija in slovenska politika je igra velikih in malih monopolov, pa naj gre za državno gospodarstvo ali pa konec koncev taksi tržišče, ne. Vse nekako obvladuje samo nekaj igralcev in vsi ti igralci se želijo, da se nikoli nič ne spremeni. In to je po svoje tragedija naše države, ker tak mindset in vsi te veliki in mali monopoli preprečujejo napredek za celotno državo oziroma za cel dvomilijonski narod, ne. Jaz se spomnim, recimo, veliko časa sem preživel v srednji in vzhodni Evropi. Jaz sem tekom mojega dela pri Uberju v bistvu 5 let živel na Poljskem, v Varšavi.
in po dolgem in počez 100-krat prepotoval celo vzhodno in srednjo Evropo, se pravi od Baltika pa vse do Romunije in Ukrajine. In sem videl, kako še posebej baltske države z Estonijo na čelo, kako še posebej Poljska, kako tudi Hrvaška konec koncev sprejemajo te inovacije, nove, moderne pristope, nove tehnologije, odprtih rok in kako v bistvu njihovi državljani na koncu imajo od tega največje koristi. Hrvaška je bila ena izmed prvih držav v Evropi, ki je sprejela neko, bom rekel, tako inovativno zakonodajo za podjetja, kot je Uber, kjer morajo biti vsi vozniki licencirani, ampak obstajajo neka splošna pravila, ki so praktično enaka za Uber in druge taksi službe, in tako mislim, da mora biti tudi povsod drugje, ne sme se diskriminirati. Poljska je bila tudi ena izmed prvih. In Uber je samo, bom rekel, nek indikator, veš, nek lakmusov papir, kako neka država, kako neka politika gleda na inovacije, ne. In če se že tukaj zatakne, tako kot se je pri nas, ko praktično že cela Evropa, še enkrat, z razliko od Belorusije in Slovenije, Uber prepoveduje, potem ti to zelo veliko pove, kako bo tudi z drugimi inovativnimi rešitvami, ki bodo prišle v to državo. No in krona vsega tega je pa ta, ne vem, prepoved Airbnb-ja oziroma neka omejitev, ki se napoveduje na 30 dni v Ljubljani. Skratka, se mi zdi, da pri nas res vladajoči, ali pa bom rekel, en del teh velikih in malih monopolov zavrača karkoli, kar bi lahko ogrozilo to, da imajo eno fajn barko na Hrvaškem in lepo življenje v svojem penthouseu v Ljubljani. Na račun drugih. Zato bi te sploh ta del me zanima, glede na to, da si že deloval v politiki, ker taka stvar tudi mene neskončno jezi. Torej to, da niti enega bogega Uberja ne moremo v Sloveniji spraviti čez, torej, pa ne govorim o Uberju kot Uberju, ampak zgolj to, da odpremo trg konkurenci, za prevoze, da pač lahko vsakdo ponuja takšno obliko prevozov po takšnih cenah, kot si sam želi, pa naj si bo to Uber ali pa sem to jaz, da niti tega ne uspemo spraviti čez. Hrvaška prava še to spravila čez, cela Evropa je spravila čez, razen mi in Belorusije, to je res žalostno slišati. In kaj je tisto, kar v politiki, kaj pritiska toliko na politike, da tega niso mogli spraviti čez? Vem, da je to že ena od prejšnjih vlad, so tudi že o tem govorili, pa bi minister ves tak prestrašen videti že pred kamerami. Kaj to toliko pritiska mafija na naše politike, ali so toliko zlizani z mafijo, kako to, da Hrvaška nima teh težav, oziroma da nima toliko teh pritiskov očitno? Mislim, enostaven odgovor je ta, da ima dobrobit potrošnikov oziroma državljanov prednost pred dobrobitjo takšnih in drugačnih monopolov. To mislim, da je ključna razlika v glavah politikov v teh državah, ki so jih prej naštevala, in mogoče naše. Zdaj, naš konkreten primer je pa naslednji. Prejšnja slovenska vlada je sprejela liberalizacijo taksi tržišča, ki je omogočila digitalne platforme, ampak pod strogimi pogoji, da mora biti vsak voznik licenciran, kar je tudi prav. Skratka, to je bila ena taka precej moderna reforma, niti približno ne tako moderna kot na Hrvaškem, na Poljskem ali pa pokladej v Estoniji, ampak je bila en velik korak naprej, še posebej za naše razmere. No, eden prvih ukrepov te vlade je bil odprava te reforme, ker vemo, kdo je bil eden izmed glavnih podpornikov te vlade tekom kampanje. To je bil šef te slovenske taksi platforme, ki ga raje ne bom niti omenjal. Skratka, gre za to, da smo mi že nekaj imeli, in če bi samo pustili, da to ostane, bi imeli danes, bom rekel, v Ljubljani že ne samo Uber, ampak tudi Bolt, se pravi estonsko platformo, mogoče še kakšno tretje. Cene bi bile za
Ljubljančane in vse obiskovalce niže, predvsem pa mnogo bolj pregledne, ker bi že vnaprej vedel, koliko plačaš. Dan danes se mi pa praktično vsak, ki me pride sem pa tja obiskat, ko sem v Sloveniji, v Ljubljano, se mi pritožuje, kako so ga opetnajstili že na Brniku za, ne vem, 60-70 evrov za vožnjo do Ljubljane. Skratka, te digitalne platforme na kateremkoli področju prinašajo sistem transparentnost, ki se je pa marsikdo boji, ne? Ker je nekomu lažje, ne vem, dvakrat nekoga zapeljati na dan po 60 ali pa 70 evrov, kot pa za to, da zaslužiš 140-150 evrov, delati par ur, tako kot bi bilo treba. Tako da prav ta transparentnost, varstvo pravic potrošnikov je nekaj, kar te platforme prinašajo in nekaj, česar se očitno določeni ljudi v tej državi bojijo. Pa so kritiki, dosti kritikov teh platform, kot je Uber, tudi iz tujine, ne, sploh med mlajšimi, pa bolj, recimo temu, socialistično usmerjenimi, češ da dostikrat nastradajo pri prihodu teh platform izplačila oziroma plače glede na upravljene ure, ne, torej da je pač se seveda zniža neka urna postavka voznikov, pa njihova neka socialna varnost in tako naprej. Koliko je to dejansko res, ali zdaj nek voznik Uberja na Hrvaškem ful manj zasluži kot voznik taksija v Ljubljani? Ne, sicer jaz, bom rekel, nisem več zaposlen v Uberju kar nekaj let, ampak vse študije so pokazale, da Uberjevi vozniki zaslužijo na koncu več kot taksi vozniki, enostavno zato, ker imajo več prevozov. So pa oboji SP-jevci, ne? Taksi vozniki niso redno zaposleni. Tako da je v bistvu tukaj veliko enega zavajanja, ne? Oboji so samostojni podjetniki, prek Uberja pač dobiš večje število prevozov, hkrati pa delaš tudi mogoče za kakšno drugo platformo. Večina voznikov, ne vem, kamorkoli grem, po Evropi ali po svetu, dela za obe platformi. Ima 2 mobitela, prižgana in pač vozi za Bolt, takrat, kadar dobi boljšo ponudbo na Boltu, ali pa za Uber, kadar dobi boljšo ponudbo na Uberju. Skratka, daje vozniku več izbire, ne? Pri nas so pa vozniki tudi ujetniki teh, bom rekel, taksi platform oziroma združenj, ki so posredniki med njimi in končnim potrošnikom oziroma potnikom, kot sva ti in jaz. In jaz mislim, da je prednost teh platform, da tega middlemana, če tako rečeva, izreže. Skratka, kar naenkrat se lahko midva direktno dogovoriva, ti kot potnik, jaz kot voznik, s tem tudi kar nekaj denarja prihranva, vse skupaj pa lahko teče mnogo hitreje. Ampak mogoče je to debata za kdaj drugič. Se tebe, pol Mark, v bistvu v te tehnološke vode potegnilo čisto po slučaju, ne? Ja, niti ne, no, jaz sem bil... Ali te to ful zanima? Ja, mene je tehnologija vedno zelo zanimala in moram reči, da se zelo živo spominjam, kako sva z mami švercala prve računalnike iz Avstrije, in kako sem se z ogromnim veseljem učil programiranja, takrat je bilo to seveda precej bolj primitivno kot danes. Skratka, vedno sem bil nor na tehnologijo. Ti je blizu to, imaš to žilico za računalnike, software? To sem je od nekdaj. To me je od nekdaj zelo, zelo veselil. In takrat smo imeli, se mi zdi, eno tako zelo romantično predstavo v internetu kot nekem oknu v svet. Kot o enem res mogočnem orodju, ki demokratizira informacije, znanje, ki nas povezuje s celim svetom. Skratka, zame je bil internet že od samega začetka ena taka, ne vem, ena wow stvar. In potem spremljati tehnološko
industrijo, od tistih prvih korakov do tega, kar je nastala danes, z umetno inteligenco na čelo, je res nekaj čarobnega, no. Tako da so me te stvari že od nekdaj zanimale, ampak sem že od nekdaj rad počel stvari, ki imajo, bom rekel, nek purpose, skratka, ki delajo ta svet boljši, ne, ki prinašajo neke koristi širši skupnosti, ne. Ni vsaka tehnologija taka, veliko tehnoloških rešitev pa je takšnih. Tako da, ne vem, prej sem omenil Airbnb. Zdaj, odkar imam Syncota, si ne predstavljam potovanja brez Airbnb-ja. Enostavno potrebujemo eno majhno stanovance, kjer lahko nekaj na hitro skuhamo, kjer ga lahko v eni taki večji kopalnici dobro skopamo. Teh možnosti prej niti približno ni bilo toliko, kot jih je danes, ne. Če dam samo en banalen primer. Še enkrat, ni vsa tehnologija strašno koristna, so pa številne rešitve, ki nam lahko bistveno olajšajo življenje. Omenil si, da si se tekom svoje službe pri Uberju zelo srečeval z vzhodno Evropo. Kdaj si se prvič srečal z Ukrajino? Ja, to je dobro vprašanje, hvala ti. Jaz sem bil, mislim, da na Poljskem in v tej regiji v obdobju njene največje rasti. Jaz se vedno rad pošalim, da je Poljska Kitajska Evrope, namreč to je država, ki je rasla 4–5% na leto, ki ni imela krize, ko smo vsi ostali trpeli za veliko finančno krizo, kjer si videl razliko v mestih, kot je Varšava, praktično vsakih nekaj mesecev, ko je zrasla nova stolpnica, ko so odprli nov most, ko je 4-pasovnica kar naenkrat postala 6-pasovnica. Skratka, videl sem, kako se lahko spremembe zelo hitro odvijajo v evropskem kontekstu, ne. In hkrati se mi je pa zdelo, da Slovenija nekako počasi raste, počasi napredujemo, ampak nič v primerjavi s spremembami, ki se dogajajo v Varšavi, v Pragi, Budimpešti, v Rigi, v Talinu, tudi konec koncev v Bukarešti. Res da so te države bile v začetku 90 precej bolj siromašne, ampak se mi zdi, da so res ne samo zagrabile nov sistem, če rečemo temu kapitalizem, ampak so ga tudi dobro izkoristile, ne. In meni je bilo vedno v veselje delati v tej regiji, zato ker besede, kot so reforma, kot so spremembe, kot so, ne vem, inovacije, nikoli niso pomenile nič slabega, ne. In ko smo se pogovarjali, ne vem, z župani, ministri, v katerikoli od teh držav, prav tekmovali so med sabo, kdo bo naredil bolj tehnološkemu podjetništvu prijazno okolje, kdo bo pritegnil več tehnoloških investicij. Nobena reforma, nobena sprememba jim ni bila odveč, ne. Pri nas se mi zdi, da imamo en tak krč, da se bojimo kakršnekoli spremembe, ne vse tako ostane, kot je, pa bo vse dobro. Ampak okoli nas se pa svet razvija z eno tako, ne bom rekel svetlobno hitrostjo, ampak zelo, zelo hitro. In sem videl, kako Poljaki postajajo čedalje bogatejši, čedalje bolj pomembna evropska država, kako so nas prehiteli Čehi, kmalu tudi Slovaki. Za Poljake nimam nobenega dvoma, da jih ne bomo čez nekaj let že gledali v hrbet. Enostavno ta naša miselnost, statusa quo, odpora proti vsakim spremembam, bog ne daj reformam, nas bo pripeljala v slepo ulico, če nas še ni. No, in v tistem času sem imel pod sabo ne samo države, ki sem jih našteval, ampak tudi Ukrajino. Tako da se ta moja romanca z Ukrajino začela že precej zgodaj, prav takrat. Namreč v Kijevu sem bil že v tistih letih, se pravi, to je bilo okoli leta
2017, 18, 19, 20, praktično dvakrat na mesec. In Kijev je bil zame v bistvu najbolj fascinantno mesto v srednji in vzhodni Evropi, bom iskren. Zato, ker je po svoje tudi najbolj noro mesto, vse sam veš. Je ena taka čudna mešanca vzhoda in zahoda. Je mesto, ki je izjemno lepo, pa tudi noro kaotično. Je mesto, ki je ponosno evropsko, hkrati pa začutiš tudi že, bom rekel, neke zvoke, neke primesi vzhoda. Ne? Se pravi, je mene kot en tak most med različnimi civilizacijami, različnimi kulturami vedno fasciniralo. Ne? In kar mi je bilo super, je bilo to, da so bili Ukrajinci od nekdaj noro pro-tehnološki. Ukrajina je imela že leta pred invazijo zelo močno tehnološko industrijo, tudi podobno platformo kot je Uber, mislim, da se imenuje Uklon, ki je number one aplikacija na njihovem tržišču. Mi smo jo kot Uber vedno poskušali, bom rekel, prehiteti, ampak nam nikoli ni zares uspelo. Tako da, bom rekel, so imeli izjemno dobre inovatorje, super inženirje. Z Ukrajinci sem vedno rad delal, zato ker so no bullshit ljudje, kot veš, in zelo hard. Njih se nič kaj dosti ne dotakne. Če mora nekaj narediti, bo to naredil, ne bo jamral. No in to je bilo v času, veš, ko je bila v Ameriki vzponu ta woke kultura, ko ne vem, se mi je včasih zdelo, da vsi okoli mene, se pravi, vsi moji kolegi v Ameriki samo jamrajo, kako je vse narobe, a veš, pa so bili to ljudje, ne vem, s fantastičnimi plačami, z delniškimi opcijami v podjetju, s krasnimi stanovanji v San Franciscu, ampak kar naenkrat je vse narobe, neka strašna krivica se ves čas dogaja. Lej, v Ukrajini ali pa bom rekel v srednji in vzhodni Evropi tega ni bilo. Naredili smo to, kar smo mogli narediti, nobenega jamranja, nismo hoteli igrati nobene žrtve. Če kaj ni šlo tako, kot ni šlo, smo bili sami za to krivi, ne kdorkoli drug. Tako da mi je bil v bistvu ta zelo življenjski mindset, ki ga imajo Ukrajinci, pa tudi drugi srednje in vzhodne Evropejci, zelo blizu. Hkrati so pa tudi, kot sam veš, zelo podjetni kot ljudje. Ukrajina je, vemo, ni najbolj urejena ali pa najuspešnejša država na svetu. Vedno je imela težave sistemske narave, pa ne gre za korupcijo ali pa karkoli drugega. Zato so se ljudje enostavno mogli znati, da so preživeli. In so zato postali, se mi zdi, zelo inovativni, zelo propulzivni, in to sem pri njih vedno zelo cenil. Moraš vedeti, da sta Ukrajina pa Poljska nekako začeli iz podobnega izhodišča v začetku 90-ih. Pa je Poljska postala, bom rekel, ena izmed glavnih evropskih držav oziroma industrijskih in siceršnjih sil. Ukrajina pa enostavno nikoli ni mogla slediti temu tempu, prav zaradi tega ruskega primeža. Ker si je želela ves čas, bom rekel, proti Evropi, ker si je želela ves čas v eno tako bolj odprto družbo, ki temelji na vladavini prava, na boju proti korupciji, ampak jo je ta ruski primež ves čas tiščal nazaj. No, ampak, se pravi, moje izkušnje še takrat v Kijevu so bile fantastične. Takrat sem prvič sprobal gruzijsko hrano. To je, moram reči, bila ljubezen na prvi pogled oziroma na prvi ugriz. In moram reči, da smo bili vedno v Kijevu v čakanju odprtih rok, tako da sem osebno spoznal ogromno izjemno zanimivih ljudi, od župana Kijeva, se pravi Klička, do ljudi, ki še danes sedijo v ukrajinski vladi. Skratka, tam sem imel en tak širok krog prijateljev, še posebej med tehnološkimi podjetji, nekaj malega tudi med politiki, ampak ta njihov tehnološki community je res bil nekaj neverjetnega. Tako da, ja, takrat se je začela nekako moja romanca
In ko se je začela ruska invazija na Ukrajino in ta napad na Kijev, sem točno vedel, oziroma sem imel zelo dobro predstavo o tem, kako se stvari premikajo, kje so ruske sile, ker sem Ukrajino precej dobro poznal odprej. In bi rekel, da si imel občutek, da bo Ukrajina zdržala v boju proti Rusiji. Kako si bral ukrajinsko dušo ali pa ukrajinske Lej, aspekte? Jure, vse to, kar sem ti prej povedal, da so Ukrajinci tough, ne? In da so no bullshit ljudje. Vse to mi je takrat govoril, da bodo naredili vse, da se obranijo. In moram reči, da takrat, ko se je začela ruska agresija na Ukrajino, če sem zelo iskren, nismo niti razmišljali o tem, a jim bo ratal ali jim ne bo ratal. Zato, ker smo se tako fokusirali na to, kako jim lahko pomagamo, kako jih lahko suportiramo na vse mogoče načine. Enostavno o tem, ali nismo hoteli, ali pa enostavno ni bilo časa razmišljati. Takrat smo šli mi all in, ne? Nobenega taktiziranja. Predsednik vlade Janša je bil med prvimi državniki v Kijevu, takrat, ko je večina Evrope, vključno s Francijo, taktizirala, takrat, ko je praktično Amerika ponujala Zelenskemu Uber. evakuacijo oziroma Uber iz Ukrajine na varno. Takrat so trije predsedniki vlad srednje in vzhodnih držav, srednje in vzhodne Evrope, Stopili skupaj. prišli v Kijev in pokazali absoluten commitment ukrajinski obrambi oziroma boju proti ruski agresiji. Ne? In to je bil en tak izjemno pomemben moralni moment, moment moralne podpore. In jaz se spomnim takoj po tistem, sem bil v Ameriki, smo šli na obisk Silicijeve doline, pa tudi v Washington. In takrat so bile vse velike televizije, od CNN-a do Foxa, polne posnetkov teh treh predsednikov vlad v Ukrajini. To je bila tam prva novica. Ne? To je bil takrat, bom rekel, eden izmed točk preloma. Ne? A bomo ali ne bomo. In od tistega trenutka je bilo večini jasno, da bomo in da moramo stati za Ukrajinci, in potem so se, bom rekel, te obiski samo še vrstili naprej. No, ampak prvi obiski so vedno najpomembnejši. Tako da to je bila takrat za Ukrajince velika stvar in tega tudi v resnici nikoli ne pozabijo omeniti. Še vedno so izjemno hvaležni za ta izraz podpore, ki je bil res korajžen v tistem času, ne? Ker lejte, to niso lahke stvari, no? So lahko tudi izjemno nevarne. In moram reči, da sam nisem vedel za ta obisk Kijeva, sem praktično izvedel iz televizije oziroma z interneta, da je predsednik vlade Janša v Kijevu, in seveda sem bil na to noro ponosen. V tistem času sem bil napolno angažiran še kot minister, prav zato, da pomagam Ukrajincem. Imel sem tudi nekaj sreče, moram reči. Namreč, kot veš, je Slovenija predsedovala Evropski uniji malo pred izbruhom te agresije, kar pomeni, da sem odlično poznal vse digitalne ministre v EU-ju. Odlično sem poznal tudi ključne ljudi v Evropski komisiji, tako da potem, ko se je začela ta agresija, sem zelo na hitro, praktično nekaj dneh sklical sestanek evropskih digitalnih ministrov in digitalnega ministra Fedorova, kjer sem mojim evropskim kolegom povedal, To si ti organiziral? To sem jaz organiziral, sem rekel, fantje, mi smo se zbrali za to, da Ukrajini pomagamo. Mihajlo, ti nam povej, kaj rabiš, mi se bomo pa potem zorganizirali, ko dobimo ta seznam.
in je rekel, potrebujemo to, potrebujemo to, potrebujemo to. In smo šli okoli, bom rekel, mize, če tako rečem, to je bil klic, ne sestanek, Mihajlo seveda ni mogel potovati takrat. In je ena država rekla, mi lahko priskrbimo serverje, druga država je rekla, mi lahko priskrbimo nekaj tretjega in tako naprej. Skratka, smo izjemno operativno začeli delati na njihovi tehnološki podpori. Na začetku so 3 države vodile to koordinacijo, se pravi, poleg Slovenije še Poljska in pa Francija. No in na srečo sem imel tudi še odprej zelo dobre stike s SpaceX-om, se pravi Starlinkom, tako da sem lahko praktično v nekaj urah organiziral klic med Starlinkom, Ukrajino in Poljsko in vodil te pogovore do točke, ko je bil sklenjen dogovor in so prvi Starlinki začeli prihajati v Ukrajino. In tukaj gre velika zahvala mojemu poljskemu kolegu, digitalnemu ministru Čišinskemu, ki je poskrbel za to, da je Poljska plačala na tisoče Starlinkov. To so bili tisti Starlinki, ki so na začetku prišli v Ukrajino in so bili najbolj zaslužni za to, da se komunikacija znotraj Ukrajine in med Ukrajino in svetom ni porušila. In Poljska še danes plačuje naročnino na te Starlinke. Tako da te Starlinki nikoli niso bili donacija Ilona Muska, ampak so bili prodani pod tržnimi pogoji, so nam pa šli na roko v tem smislu, da so povečali lastne kapacitete v Los Angelesu v njihovi tovarni, zato da so lahko proizvedli dodatne količine Starlinkov in na ta način zagotovili Ukrajini na tisoče terminalov precej prej, kot bi jih sicer. Tako da to je bil, bom rekel. Glede tega potem tudi Elon Musk malce laže, ko govori, da je to doniral Ukrajini. V resnici je potem tukaj podjetje SpaceX karkoli doniralo ali ne? Zdaj, jaz vem za te, bom rekel, terminalov, o katerih smo se mi pogovarjali. In to je bilo teh začetnih nekaj tisoč terminalov. Ne bom šel niti v podrobnosti, kako smo te terminale spravili iz Amerike v Kijev, ker je to, bom rekel, material za en tak vohunsko-akcijski roman. Ampak v tem delu ni šlo za nikakršno donacijo. Mogoče je doniral nekaj kasneje, je pa dejstvo, da brez njega ne bi bilo Starlinka. Brez Starlinka bi imela pa Ukrajina ogromne težave, ker je bil eden izmed prvih ciljev Rusov ob začetku agresije, da sesujejo vse komunikacijske mreže v Ukrajini in s tem onemogočajo jasno komunikacije znotraj oboroženih sil, civilnih inštitucij, državljanov in tako naprej. Tako da sigurno je zaslužen v marsikaterem pogledu, no ampak v tem delu, kjer sem pa jaz zraven sodeloval, je šlo pa za evropsko akcijo, ki je bila plačana z evropskimi evri. Tako da tukaj ni šlo za nobeno dobrodelnost. Torej, ja, torej si bil res zelo pomemben v teh ključnih trenutkih za Ukrajino, ne? Da si izbral te pravi ljudi skupaj. Ne? Jaz mislim, da je bil to eden največjih blagoslovov mojega življenja, da sem se znašel ne toliko po svoji zaslugi, ampak v nekem prostoru in v nekem času in na neki funkciji, za kar sem hvaležen, kjer sem res lahko pomagal. Ne? In v tistem času, bom rekel, je Ukrajina rabila vso pomoč, moralno, kot veš, pa tudi in predvsem materialno. In mislim, da sem imel res en tak ogromen privilegij, da sem jim lahko v tistem prelomnem času pomagal na en tak način, ki je bil za njih res pomemben. Tako da, ja, to je bil zame en tak lep osebni uspeh. Tudi mislim, da nas je vse, ki smo pri tem sodelovali, izjemno povezal. Še danes smo izjemni prijatelji s francoskim nekdanjim ministrom, s poljskim, predvsem pa z ukrajinskim digitalnim ministrom in celotno njegovo ekipo. Skratka,
To je bil šele začetek sodelovanja in to sodelovanje je trajalo tudi potem, ko sem že odšel z vlade, in sem ostal, bom rekel, svetovalec ministra Fedorova na področju digitalne preobrazbe ukrajinske države. Oni so namreč izjemno napredni na področju digitalnih e-storitev, imajo, kot veš, najbrž najbolj napredno aplikacijo, državno aplikacijo na svetu za državljane, prek katere lahko urediš na desetine različnih storitev, imenuje se Dia. So pa tudi eni izmed ključnih svetovnih pionirjev na področju inovacij v obrambi. Mikajlo je tudi zadolžen za Army of Drones, se pravi vojsko dronov, ki je res nekaj posebnega. Ukrajina danes na mesec proizvede več kot 100,000 dronov, vseh velikosti. To je več kot cela Evropska unija skupaj. Ne? Samo da dobiš občutek, ti vem, da to veš, ampak mogoče kakšen gledalec ne ve, kako močna je Ukrajina v tem defense stacku, kot rečemo. Za leto imajo cilj narediti 5 milijonov ali koliko dronov. Tako je. In to so droni, ki letajo po zraku, se premikajo po zemlji ali pa po morju. Tako da gre za zelo različne tehnologije, za zelo različne zmogljivosti. Eni so strašno kompleksni, drugi so relativno enostavni in poceni, ampak prav po zaslugi dronov, mnoge od njih imajo tudi vgrajeno umetno inteligenco. Skratka, po zaslugi teh njihovih domačih tehnologij in produkcijskih kapacitet se je Ukrajina v bistvu sposobna ubraniti. In mislim, da se lahko cela Evropa ogromno nauči od njih, ker so dosegali neko tehnološko sofisticiranost in hkrati produkcijsko kapaciteto. In to je v zelo kratkem času in to je nekaj, kar mora Evropa prav tako doseči v naslednjih nekaj letih. Tako da ja, jaz moram reči, da se danes jim probam pomagati na vse možne načine. No, prav po tem najinem pogovoru imam klic za namestnico ministra Fedorova, in predvsem se pa od njih ogromno učim. Poleg teh, bom rekel, tehnoloških inovacij in digitalne preobrazbe vojske in državne uprave, se predvsem učim od njih skromnosti in optimizma. Ne. Moram reči, da v nobenem od naših pogovorov, pa smo jih imeli že na stotine, ker se je vojna začela, nisem slišal nobenega jamranja, nobenega defetizma, nobenega negativizma. To so ljudje, ki vejo, zakaj se borijo. Borijo se za svojo domovino, za svojo družino, za svoje lastne življenja in nimajo časa jamrati. Tako da to je mogoče nekaj, kar ti dobro veš, ker si velikokrat v Ukrajini, in vem, da ni vse rožnato in da ljudje, ne vem, kritizirajo marsikaj, kar vlada počne, da seveda vsi v takih časih delajo napake, ampak ko gre pa za njihov fajt za svobodo, za samostojnost, za ukrajinsko prihodnost, so pa absolutno enotni in tukaj ni debate. Kaj pa odgovoril kritikom, ki trdijo, da je Ukrajina torej še vedno polna korupcije in pa slabo delujoče javne uprave oziroma državnih institucij predvsem? Kakšne so tvoje opažanja? Jaz namreč sem opazil zelo velike napredke v zadnjih 10 letih. Res je, da je Ukrajina štartala iz zelo slabe pozicije, tako vojaško kot tudi institucionalno je bila država prepletena z nelojalnim kadrom, bomo tako rekli, ali pa z nekompetentnim kadrom tudi. Ampak kakšne so kaj tvoje opažanja v vseh teh letih, ker poznaš Ukrajino, ne vem, v zadnjih 7 letih, kolikor si v Ukrajini, koliko se kaj država spreminja na samem institucionalnem nivoju? No, jaz moram reči, da sam nisem imel nobene slabe izkušnje z Ukrajinci. Niti z njihovo vlado, niti kakršnokoli drugo inštitucijo. In da ne v mojem času pri Uberju, ne v mojem času kasneje, nisem imel niti najmanjšega občutka, da je karkoli koruptivnega, bom rekel,
vsaj bom rekel v tem krogu, znotraj katerega sem se jaz gibal. Zdaj, glejte, vse tranzicijske države so z razlogom tranzicijske, ne? In tukaj pač imamo še vedno vsi, vključno Slovenije, težave z vladavino prava, z neodvisnimi institucijami. Je pa ena stvar zanimiva. Ukrajinci so se že zelo zgodaj odločili, da bodo v bistvu prav s pomočjo digitalnih tehnologij probali zmanjšati korupcijo v državi, ne? In s tem, ko so digitalizirali njihovo javno upravo, s tem, ko lahko praktično vse birokratske stvari urediš prek aplikacije, ki je mimogrede zdizajnirana tako dobro, kot da bi jo naredil Google, so oni v bistvu izločili birokrata, se pravi middlemana iz življenja državljanov. Katerikoli papir rabiš, katerikoli potrdilo moraš dostaviti, ne vem, svojemu delodajalcu oziroma komurkoli, lahko dobiš z 2 klikoma na tisti aplikaciji. Niti treba več čakati nekje v vrsti, mogoče dati komu, ne vem, še nekaj ob strani za to, da bo dokument prej na voljo, kot bi bil sicer. Skratka, to je en primer, kako probajo s temi digitalnimi orodji vzpostaviti neko transparentnost v sistemu, izločiti middlemana in zagotoviti državljanom eno tako čisto, enostavno, hitro in pa udobno storitev. Drugi tak zanimiv primer je njihova platforma za javno naročanje, ki se imenuje Prozoro. To je bila, mislim, da ena prvih takih platform na svetu. Namreč vsa javna naročila, velika in majhna, na ravni občine ali pa države, mora iti skozi Prozoro. Skratka, vse mora biti tam objavljeno, vsi tenderji morajo iti čez to aplikacijo oziroma platformo. Tam se odvijajo digitalno bidanje, se pravi, tam tekmujejo različni ponudniki izključno digitalno in po nekaterih študijah je Ukrajina prav po zaslugi javnega naročanja prek Prozora prihranila na milijarde dolarjev, ki bi se jih sicer basali v žepe dobavitelji oziroma kakšni birokrati. Skratka, še enkrat, želijo izrezati birokrata, želijo izrezati middlemana iz vseh procesov, kjer je posredi veliko denarja, in stvari narediti maksimalno transparentne. In to mislim, da jim je na določenih področjih uspelo precej bolj, kot recimo nam v Sloveniji, ne? Tako da jaz bi rekel, tako kot si sam povedal, ja, Ukrajina je imela resne strukturne težave s korupcijo, tako kot številne druge tranzicijske države, ampak jih se mi zdi v zadnjih letih zelo učinkovito naslavlja, tudi in še posebej s temi digitalnimi orodji. In to se mi zdi super zgled tudi za Slovenijo, ne? Mi v resnici takih orodij nimamo, ne? Se spomnim, da sem si prizadeval še kot minister za obvezna digitalna javna naročila v zdravstvu, ne? Pa ne bom govoril o tem, na koliko ovir smo naleteli pri implementaciji tega projekta, ne? Tako da bom rekel, so težave, ampak mislim, da gre trend v pravo smer. Se mi zdi, da tudi ljudje, s katerimi sem imel jaz opravka in ki so danes v tej vladi, prihajajo iz zasebnega sektorja, uspeli so rekrutirati mlade ljudi, ki so nekaj v življenju že naredili. Tak je recimo minister Mikajlo in vsa njegova ekipa. Podobno kot jaz takrat, ko sem gradil službo vlade za digitalno preobrazbo, je probal zgraditi to njihovo ministrstvo kot nek startup z novimi svežimi ljudmi, po eni strani ljudmi, ki so delali dobro v zasebnem sektorju, po drugi strani z ambicioznimi, nadebudnimi, sposobnimi ljudmi znotraj sistema. Tako da, poglejte, že dejstvo, da se Ukrajina tako uspešno brani ves ta čas in da še vedno funkcionira kot država, je dokaz, da so zrela evropska država.
in da so precej bolj stabilni in robustni, da bolje funkcionirajo kot marsikatera druga. Tako da Daj mi povej, zakaj je toliko, že sam si malo načel to temo, ko si bil sam minister, ne? Ko ste probali implementirati digitalno transformacijo. Zakaj je toliko težko v modernih demokracijah karkoli spremeniti? Pa bom zdaj recimo omenil še nedavno recimo intervju z bivšo britansko premierko, ko sem ga gledal na enem podcastu, ko je razlagala, kako v bistvu so skoraj vseeno, katera vlada je na oblasti, ker so spremembe tako kozmetične in ne gre nič skozi vso ta sita pravnih institucionalnih ovir, monopolov, lobijev in tako naprej. Torej, kaj delamo narobe, oziroma kaj se je ustvarilo v modernih demokracijah, da izgledajo tako neoperativne, da se danes, ne vem, neka država kot je Velika Britanija ne more zgraditi nekih tirov, vlakov, Slovenija, govorimo že desetletja o tem drugem tiru, ki počasi raste, medtem ko na Kitajskem take stvari zgradijo tako dobesedno čez ali noč. pa na Poljskem, ali pa na Češkem. No, Ne? torej na Poljskem očitno si prej omenil Poljsko, kljub temu, da je podobna institucionalno organizirana demokracija, kot smo mi, ne, parlamentarna demokracija, zakaj tam očitno stvari hitreje potekajo pri nas tako Če počasi? se malce počalam, tam stvari potekajo zato, ker v državi vlada politika, ne pa birokracija. Ker če se vlada odloči, da nekaj naredi, se to naredi. Ko se v Sloveniji, da ne posplošujem, bom rekel marsikdaj, vlada za nekaj odloči, prbijo v zid birokracije, ki v naslednjem trenutku postreže z 1001 razlogom, zakaj to ni mogoče, zakaj je v nasprotju s to zakonodajo, evropsko regulativo. Skratka, iskalo se bo razloge proti, zakaj se nič ne da spremeniti in zakaj je vse najboljše tako, kot je. Ne bom posploševal, ampak to je, bom rekel, bila velikokrat tudi moja izkušnja. Pa bom bolj konkreten. Kot veš, sem najprej vodil strateški svet za digitalizacijo, ki je bil sestavljen iz res fantastičnih slovenskih strokovnjakov iz področja tehnologij, od podjetnikov do profesorjev z računalniške fakultete. No in skupaj smo pripravili tista 2 paketa ukrepov na različnih področjih, od izobraževanja, javne uprave, gospodarstva in tako naprej. No in te ukrepe smo pripravili praktično v nekaj mesecih, no in potem smo jih seveda skupaj tudi predstavili predsedniku vlade, ki je bil s tem, kar je videl, zadovoljen. No in mi je potem rekel, poglejte, zdaj pa vam predlagam, da se srečate z pristojnimi ministrstvi za vsa ta področja, od izobraževanja, javne uprave in tako naprej, in da se pogovorite, kdaj in kdo bo to vse implementiral. No in jaz sem seveda rekel, seveda, ni problema, z veseljem začel organizirati te sestanke po raznih ministrstvih in jaz moram reči, da so bili to najbolj depresivni sestanki v moji karieri. Na klicih, kjer so bili udeleženi številni uslužbenci iz takšnih in drugačnih ministrstev, sem praktično ure in ure poslušal, zakaj to, kar so naredili na Hrvaškem ali pa na Poljskem, pri nas ni možno, zakaj to, kar je vpeljala Portugalska ali pa Nemčija, pri nas prav tako ni možno. Skratka, te izgovore sem poslušal nekaj dni, potem nekaj tednov, na kar sem sklenil, da to enostavno ne more tako naprej. In sem tudi predsedniku povedal, da smo mi kot neko strokovno telo svoje delo opravili, da ima resne strokovne predloge, ki čakajo na implementacijo, ampak da po vseh teh sestankih, ki sem jih imel, mogoče bo treba najti neko drugo rešitev, ne? No in potem, in potem, skratka, potem mislim, da je tudi sam spoznal, pa ni bil edini, ki je razumel, da če nimaš osebo, ki je dedicirana temu, da koordinira med različnimi ministrstvi in implementira vse te ukrepe,
na ministrski ravni, potem ta poskus enostavno ne bo uspel. No, in ena stvar je vodila k drugi, in na koncu sem postal ta koordinator na ministrstvi v prvi vrsti zadolžen za implementacijo ukrepov strateškega sveta. No, ampak to sem hotel reči, jaz sem imel po svoje en velik privilegij, kot sem prej povedal, da je bil primer v Ukrajini, da sem lahko v bistvu zgradil novo enoto znotraj javne uprave z ljudmi, ki so bili ambiciozni, proaktivni, sposobni in so prihajali takoj iz drugih ministrstv, kot tudi iz zasebnega sektorja. Skratka, smo zgradili nek startup, ki je po svoje vnašal neko svežino, neko dinamiko v celoten vladni ustroj in se trudil stvari porivati naprej, ne. No, ampak jaz mislim, da evo danes lahko rečem, da rešitev za ta birokratski krč ni v tem, kar dela Elon Musk v Ameriki, da z motorko praktično razreže in glasuje celoten sistem. Jaz sem bom rekel, malo gotovo, da se da ogromno narediti znotraj sistema, če se enostavno usedeš z ljudmi, ki so del tega sistema in jih probaš pridobiti na svojo stran. Marsikdo je dobronameren. Niso, bom rekel, tisti, ki nasprotujejo kakšni stvari, ki jo predlagaš, samo podkupljeni ali pa tvoji politični nasprotniki. Bom rekel, večina ljudi je dobronamernih, ampak so pač produkt sistema, kakršen je. In ta sistem je pač rigiden, je sterilen, ampak se pravim, da se veliko spremeniti, če znaš s tem sistemom nekako upravljati, če znaš ljudi nekako pritegniti na svojo stran. In tudi konec koncev, to je po svoje Janševa vlada, v kateri sem sedel, dokazala, ne. V tistem času se je sprejelo ogromno zakonov, se je realiziralo ogromno projektov, od, ne vem, domov za starejših, do vrtcev. Skratka, gradilo se je praktično po vsej Sloveniji, kljub vsem tem, bom rekel, birokratskim oviram na vsakem koraku. Tako da se da, je možno priti v neko bolj agilno situacijo, brez popolne revolucije, kad se je mogoče kdo na drugi strani luže. Javier Milei je tudi recimo naslednji primer v Južni Ameriki, ne? Ja, Javier Milei je drugačen primer. Zato, ker Javier Milei je imel bistveno težje delo od Donalda Trumpa ali pa Elona Muska, kjer je Argentina, preden jo je prevzel, dejansko bila, kot rečemo, failed state, propadla država. Država, ki se je vlekla iz enega bankrota v drugega, kjer je inflacija podirala jugoslovanske rekorde in tako naprej, ne. Skratka, on je v prvi vrsti mogel stabilizirati ekonomijo, skratka, delal je, bom rekel, v enem praktično vojnem času, in je mogel z velikimi rezi znižati inflacijo, znižati potrošnjo države, izgraditi nek mednaroden ugled, s katerim lahko prideš pač do dodatnih kreditov in tako naprej. Skratka, on je mogel praktično celotno državno politiko, celotno gospodarstvo postaviti na novo. Razumem. To so bili potrebni, Amerika po drugi strani je pa najmočnejša ekonomija na svetu, ki ima rekordno nizko brezposelnost, rekordno visoko rast, ki praktično že zadnjih 20 let predstavlja četrtino svetovnega outputa, kljub temu, da je v tem času noro zrasla in Kitajska in Indija, delež Evrope se v tem času rapidno znižuje, tako da z ameriško ekonomijo ni nič narobe, nasprotno, je najbrž ena najboljših na svetu. Tudi, bom rekel, z ameriško državno porabo ni nič tako zelo narobe, kot recimo v Evropi, ker je državna poraba bistveno višja kot v Ameriki, ne. Res, da imajo velik dolg in se morajo tega resno lotiti, ampak mislim, da na tak način, kot se tega loteva Elon, s tem, da dejansko eliminira agencije in druge inštitucije, celo na področju znanosti,
ker je Amerika na tistih področjih dejansko svetovna velesila, da bom rekel, to mi žena pripoveduje na področju genetike. Programi, ki so bili referenčni programi za cel svet, so danes ukinjeni. Najboljši znanstveniki na svetu brezposelni. Vse bodo našli zaposlitev v zasebnem sektorju brez težav, to ne dvomim. Ampak bom rekel, tistih programov je imela korist Amerika in cel svet. Tako da ja, sigurno obstaja kar nekaj froda v naših birokracijah in se ga je treba lotiti. Sigurno obstaja ogromno neučinkovitosti in se jih je treba lotiti. Meni je bližji finski pristop. Finska se je zdaj odločila, da bo s pomočjo digitalne preobrazbe probala prehraniti 10% javne porabe. Pri tem uporabljajo tudi AI, to so moji kolegi, zelo dobro jih poznam, in bom rekel, na ta način analizirajo, kateri procesi se v javni upravi podvajajo, kje so sinergije, kje so, bom rekel, neke odvečne investicije, katere infrastrukture in druge projekte je treba prioritizirati. Danska recimo uporablja AI za to, da ugotavlja prevare znotraj socialnega sistema. Mislim, da na leto prehranijo več kot 60 milijonov evrov, s tem, ko najdejo vse, bom rekel, prevarantske prijave za takšne in drugačne socialne pomoči. Skratka, mislim, da se moramo absolutno lotiti tega, ampak z glavo. Ne samo taktično odločno, tako kot se je mogoče tega lotil Elon, ampak strateško. Da vidimo, kje bomo čez 10 let in da pri tem, ko krčimo takšne in drugačne programe, ne ogrožamo, bom rekel, tistih osnovnih funkcij države in prednosti, ki jih imamo v nekem res konkurenčnem globalnem okolju. Se pa lahko od Dovža in Elona tudi ogromno naučimo. A veš, to, da je pripeljal v svojo ekipo cel kup super sposobnih mladih tehnologov iz Silicijeve doline, to so kadri, ki si jih praktično nobena vlada danes ne more privoščiti. To je sigurno pozitivno. To, da je, ne vem, s takšnimi in drugačnimi algoritmi ugotavljal, da ogromno preminulih še vedno prejema penzije, super pozitivno. Dajmo se od tega učiti. Tudi to, da je imel, bom rekel, zaslombo predsednika, da je imel, bom rekel, nek resen mandat, da počne to, kar počne, mora biti zgled. Ne mora tak proces potekati samo znotraj birokracije, mora imeti nek političen leadership. In jaz sem imel srečo po svoje, da sem tak politični cover v času svojega ministrovanja imel, da je vlada, tudi predsednik vlade razumel, da je digitalizacija prioriteta in da pač moramo iti s polno paro naprej. Tako da ja, ideja je super, ampak bi se tega lotil mogoče na malo bolj evropski, na malo bolj strateški, na malo bolj smart način. Si imel kdaj tudi priložnost poznati Elona Muska prek svojega dela Starlinki? Ne. Njega ne poznam osebno, poznam njegove sodelavce, tudi ljudi, ki vodijo SpaceX oziroma Starlink, in moram reči, da so to eni najboljših menedžerjev, executivov, kar jih poznam. Mislim, da marsikdo od nas spregleda Elonov morda največji genij ali pa eden izmed največjih talentov, in sicer to, da zna postaviti top ljudi okrog sebe, jim zaupati, delegirati, sem pa tja, ko zagusti, pride tudi samo v tovarno, prespitam, če je treba, je 24 ur na dan z delavci in svojimi inženirji, da, ne vem, pogruntajo rešitev za kakršnokoli veliko težavo imajo, ampak načeloma pa ta podjetja vodijo zelo, zelo sposobni menedžerji. In bi rekel, da za naslednjo slovensko vlado bi potrebovali, kaj bi zdaj delali drugače, kar ste delali prej, ko ste bili v vladi? Če bi naredil nek tak oris, kaj bi ti postavil kot prioritete oziroma kaj bi postavil kot prioritete in tudi kjerih stvari bi se lotil drugače, da bi v Sloveniji še hitreje lahko implementirali reforme. Jaz zdaj tukaj predvsem mislim, lahko govorim kot državljan, kot podjetnik,
Predvsem ima cela Evropa, se mi zdi, težave s tem, da smo postali ena taka stara celina, okorela, kjer zgolj vsaka vlada dodaja nove zakone, nove regulacije, nova pravila in je življenje že postalo ljudem tako kompleksno in nepredvidljivo, da se večina ljudi sploh ne loti potem poslovnih projektov ali pa gradnje česarkoli. Tako da bi rekel, da je tukaj največja cokla razvoja ravno v regulaciji, no, jaz osebno. Jure, se strinjam, ampak bodimo optimistični. Če pogledaš katerokoli digitalno lestvico, boš med prvimi 10 državami skorajda vedno našel 4 evropske. To so običajno Nizozemska, Švedska, Finska, Danska. Skratka, imamo v Evropi modele, ki funkcionirajo, ki so hkrati socialni, pa tudi agilni, fleksibilni, ambiciozni in globalno uspešni. Zdaj, težava Evrope je ta, da med temi 4 državami ni Nemčije in ni Francije in ostalih večjih držav članic. Ampak Slovenija nikoli ne bo Nemčija. Je pa lahko Finska, je pa lahko Danska. Mislim, da moramo enostavno kopirati to, kar funkcionira v teh državah. Prva stvar je konkurenčnost. Slovenija v zadnjih letih povozi na vseh lestvicah konkurenčnosti in to z dobrimi razlogi. Davki se višajo, birokratske ovire se kopičijo. Skratka, postajamo čedalje bolj zbirokratizirana, rigidna država. Zdaj, če bi bili mi Nemčija, to mogoče še ne bi bil tak problem, ker je Nemčija tako veliko tržišče, da bo vedno zanimivo za vse velike in male playerje. Ampak ker so pa ena majhna državica z visokimi barierami in ovirami, pa enostavno pridemo v situacijo, ko odhajajo iz države podjetja na eni strani in talenti na drugi. Tako da je ta situacija popolnoma nevzdržna. Tako da prvi fokus mora biti na konkurenčnosti, na oblikovanju enega fantastičnega podjetniškega okolja. Tukaj moram reči, da je Hrvaška naredila v zadnjih letih ogromne premike naprej, svojo davčno reformo, svojo pokojninsko reformo, marsikateri uspešen Slovenec vteli svoje podjetje, pa tudi svoje prebivališče na Hrvaško. Zakaj pa? Zakaj pa mi ne bi mogli biti vse boljši od njih? Mislim, da mora Slovence enkrat spoznati, da ne vem, nas kar naenkrat prehiteva že ena Hrvaška, vsem spoštovanja. Pa smo imeli vedno v glavi Avstrijo, Nemčijo, da ne rečem Švico, kot neke razvojne in ekonomske modele. Tako da sigurno mora biti konkurenčnost na prvem mestu. Na drugem mestu mislim, da mora biti razgradnja teh velikih in malih monopolov, rabimo več odprtosti, rabimo manj politike v gospodarstvu, rabimo več, ne vem, slovenskih mladih, ki pridejo nazaj iz tujine na slovenske univerze. Se mi zdi, da so naše univerze preveč zaprte. Rabimo programe, ki so tudi v angleščini. Ko sem bil zadnjič na Finskem, sem govoril z dekanom njihove pravne fakultete, glavne pravne fakultete v Helsinkih. Polovica njihovih študentov je tujcev. Oni imajo vse programe v angleščini in v finščini in polovica njihovih profesorjev bo kmalu tujcev. In so postali, bom rekel, ene izmed najboljših pravnih fakultet daleč naokrog. Tako da jaz bi res želel, da postanemo tako odprti, tako internacionalizirani, pa hkrati ponosni na svoje korenine, na svoj jezik, na svojo kulturo, kot so recimo Finci. Potem pa mislim, da moramo, zajahati te velike priložnosti, ki se zdaj odpirajo v Evropi in svetu. Na eni strani umetno inteligenco in druge tehnologije, kjer je veliko prostora za manjše igralce, kot je Slovenija. Po drugi strani za inovacije na področju obrambe. Tukaj imamo kar nekaj podjetij in še več bi jih lahko imeli. Poglej, evropske države bodo zapravile stotine milijard evrov v naslednjih letih za takšne in drugačne obrambne izdatke, kar pomeni ogromno priložnost za našo industrijo,
še posebej glede na to, da avtomobilska industrija nekako stagnira, in da bo treba najti neke nove niše, nova tržišča in ta je sigurno eden izmed njih. Tako da mislim, da bi bilo treba veliko narediti, pa če bi na koncu omenil samo še digitalizacijo javnih storitev. Jaz mislim, da moramo končno ponuditi državljanom vse javne storitve digitalno, po možnosti v eni sami aplikaciji. Hkrati moramo omogočiti, da bodo prišli do gradbenega dovoljenja ne v 150 dneh, tako kot je danes povprečje, ampak v 60 dneh. In kar mislim, da je pomembno še posebej za mlade, treba je enostavno olajšati dostop do novih zazidljivih zemljišč oziroma treba je sprostiti to našo super rigidno gradbeno in okoljsko zakonodajo, da bodo mladi lahko dobili priložnost v lifeu zgraditi svojo hišo ali pa kupiti stanovanje po nekih normalnih cenah. Pa da ti povem eno statistiko, zakaj to govorim. Ženo računava, da se bova vrnila v Slovenijo in gledava stanovanja in hiše v Ljubljani in v njeni okolici. Cene nepremičnin v Ljubljani, da ne govorim širše, so približno take kot v Oxfordu, ki je drugo najbogatejše mesto v Veliki Britaniji, je veliko bogatejša država od Slovenije, no na prvem mestu je London. In so cene približno take kot tukaj. In zadnjič sem zasledil eno študijo, in sicer so primerjali države po tem, koliko mesečnih neto plač rabiš, zato da si privoščiš 100 kvadratnih metrov veliko stanovanje. No in ti bom prebral tole analizo. No, najhitreje lahko prideš do teh 100 kvadratov na Danskem, kjer moraš delati 9 let in pol, v Avstriji 15 let, v Sloveniji pa 22 let. Skratka, cene nepremičnin so tako visoke, da enostavno mladi, ko jih vprašam, zakaj bežijo iz Slovenije, to je eden izmed ključnih razlogov. Če ti ne moreš iti na svoje pri 22, 25, ampak moraš čakati do svojega 35. leta ob izdatni pomoči svojih staršev, potem boš enostavno probal srečo druge. Tako da mislim, da je ta stanovanjska problematika izjemno pomembna in da se je treba lotevati ne samo z nekimi javnimi najemniškimi stanovanji, ampak predvsem s tem, da se omogoči lažjo gradnjo mladim ljudem, da si ustvarijo svoj lastniški dom. To je konec koncev tudi tvoja investicija v tvojo varnost, tudi konec koncev v tvojo starost. Ne da se prekladaš iz enega najemniškega stanovanja v drugega celo življenje. Tako da to se mi zdi en zelo pomemben vidik. Nisem strokovnjak za to področje, tako da ti ne morem tukaj povedati točno, kaj je treba spremeniti, ampak sigurno je treba povečati ponudbo, sigurno je treba digitalizirati vse postopke od gradbenega dovoljenja do, ne vem, vseh ostalih. Nekaj od tega je že narejeno, ampak slišim, da digitalno gradbeno dovoljenje ne funkcionira najbolje. Tako da predvsem pa je treba prepoloviti čas do vseh teh dovoljenj. Kot sem rekel, na nič v tej državi ne bi smel čakati dlje kot 60 dni, še posebej, ko gre za tako pomembne stvari, kot gradbeno dovoljenje za tvoj prvi dom. Tako da to se mi zdi za mlade predvsem ključno. Te mi povej še, Mark, za konec, kaj bi rekel, zdaj si že bil si minister, bil si v Uber podjetju. Kaj pa trenutno delaš? Kje se trenutno nahajaš v življenju karierno? Evo, če lahko ponoviš. Torej, za zadnje vprašanje bi te vprašal tole, in sicer bil si zdaj delal si za Uber, bil si minister v vladi, kje se pa trenutno nahajaš v
karierni poti? Kaj je tvoje trenutno delo? Trenutno sem predvsem vpet v evropsko tehnološko industrijo, delam z founderji nekaterih najuspešnejših evropskih tehnoloških podjetij. Predvsem se fokusiram na 3 področja. Cyber security je eno, drugo je kvantno računalništvo in pa tretje je fuzija. Tako da želim na ta način pomagati evropskim digitalnim šampionom do globalnega uspeha. Veliko sem vpet tudi v Svetovni gospodarski forum in v Evropsko inovacijsko agencijo, kjer sedim tudi na upravnem odboru. In moram reči, da je moj fokus, poleg tega, da pomagam graditi uspešne evropske tehnološke zgodbe, tudi ta, da premaknemo mindset v Bruslju in drugih državah članicah, da se začnejo z inovacijami in tehnologijo ukvarjati resno in na način, ki bo prinesel dolgoročne rezultate. Tako da veliko sodelujem v takšnih in drugačnih evropskih forumih in probam biti čim bolj vztrajen, kar se tiče inovacijskega in digitalnega preboja Evrope. V Slovenijo se, bom rekel, vračam kot aktiven državljan in pa turist z največjim veseljem. Moram pa reči, da je najpomembnejša vloga, ki jo imam trenutno, to, da sem očka. In moram reči, da nikoli povsem ne odrasteš, dokler ne dobiš otroka. In mislim, da je to nekaj najlepšega in hkrati najtežjega, kar se mi je pripetil in probam res organizirati svoje življenje in delo tako, da sem čim več časa z mojim sinkom Adrianom in pa njegovo mamo, mojo ženo. No, vidiš, zanimivo ime si izbrala, ne? A je to kaj alegorija na Adriansko morje, Andrijanič priimek? Tako je, to je alegorija na Jadransko morje. Hotela sva že z imenom nakazati, iz katerega dela sveta prihajamo, oziroma prihaja tudi on. In ta Adrian je tudi zanimivo ime, ker je to, mislim, da tudi ime edinega britanskega papeža. Tako da nekako povezuje jadranski svet tudi na nek način z Anglijo, kjer sedaj živimo. Poleg tega pa enostavno super zveni. Tako da Andrijanič, ne? Ja, tako je. Tako je. Iskala so tudi ime, ki mogoče ni preveč zapleteno za tujce. Tako da pa hkrati dobro zveni tudi v slovenščini, tako da je potem Adrian bil eden izmed top opcij. Odločila sva se pa na licu mesta, kot bi rekel. Mogoče čisto samo še zadnje, za tako malo bolj osebno, ko si ravno omenil papeža, pa glede na to, da si študiral na škofijski gimnaziji, ti vera veliko pomeni v življenju ali si bolj, kako bi rekli temu, cultural Christian, kako rečejo v Britaniji? Mislim, da mi veliko pomeni. O tem sicer ne govorim prav dosti, ampak probam biti pri maši čim bolj pogosto. Moram reči, da mi velikokrat ne uspeva. Ampak ja, praznujemo vse praznike in probam biti v življenju čim boljši kristjan. Tako da še enkrat, mi pri tem vedno ne uspeva najbolje, ampak ambicija pa je. Se trudimo. Ja, hvala ti za tale zaključek. Tudi to, da se moramo morda vsi truditi k temu cilju, tudi za tiste, ki niste verni, ampak da smo čim boljši kristjani, čim boljši ljudje, da živimo po nekih moralnih načelih, ki nam jih je na koncu tudi podala naša krščanska preteklost, ne. Tako da hvala ti, Mark, za tale pogovor. Pa upam, da se še Hvala, Jure, tudi tebi za povabilo in kmalu spet. Ja, kmalu spet, pa da se upam, da tudi v prihodnosti kje vidimo, morda na kakšni poti politično-gospodarski, bomo videli. Zakaj pa ne? Po možnosti v Kijevu ali kje drugje v Ukrajini. Tako. Super, Jure, drži se, lep pozdrav vsem, nasvidenje.